V naslednjih minutah bomo zgodovinsko popotniški, lahko rečemo. Leta 1873 je namreč v časopisu Slovenski narod začel izhajati prvi slovenski zgodovinski roman Ivan Erazem Tatenbach pisatelja Josipa Jurčiča. Po dobrih 140 letih pa so se zgodbo odločili oživeti tam, kjer se je v osnovi dogajala, namreč na gradu Rače. Več o tem z mojimi gosti. Dobro jutro. Najprej, da sploh razjasnimo, zakaj je pri romanu šlo, oziroma zakaj pri romanu gre. Verjetno je marsikateri Slovenec, ki ga ni prebral. Ja, res veliko nas je. Ogromno se dogaja to, ko imamo naše skupine, ali so to društvo upokojencev, ali so to učiteljice z učenci, ki prihajajo na naš grad. In ko omenim zgodbo, jaz sem namreč po duši vodnik in sem vodnica in sem nekako ugotovila, da je zgodba še kako zanimiva, privlači zaradi raznih razlogov nas Slovence, mogoče celo najbolj Štajerce, ker se nekako prepoznamo v tej osebnosti našega grofa Ivana Erazema Tatenbacha. Namreč on je bil tak radoživ gospod, užival je življenje, no in skozi vse te njegovo uživanje se mu je zgodila tudi ena ljubezen, morda zdaj, ko smo v tem tednu, pa pred Valentinovim, še tudi to zelo aktualna zadeva, tako kot sama zarota, v kateri se je nekako znašel. Namreč, če smo malo bolj resni, zarota je pa dejansko ta bila zelo resna zadeva. Naš Ivan Erazem Tatenbach in iz hrvaške strani Franko Pan in pa Ban Zrinski so zamerili cesarju Leopoldu, da je nekako prehitro se predal, preveč popustil takrat v tistih časih Turkom. In to je tista osnovna zamera. Tatenbachova zamera je pa bila predvsem to, da je cesar zanemarjal Slovence, naš slovenski narod. In ravno to je vzrok, da je Jurčič svoj, naš prvi slovenski zgodovinski roman, torej Ivan Erazem Tatenbach je naslov, zaključil z besedami, da bi se vsak pravi Slovenec enkrat v življenju moral iti pokloniti na grob Tatenbachu v sosednji Gradec, ker je Tatenbach bil prvi pravi borec za Slovence. Torej, to so Jurčičeve besede. Namreč meni se dostikrat dogaja, ko imam skupine, da mi rečejo, to si pa zdaj izmislila, se to pa sploh ni res, se to bi mi ja vedeli, ne bi se o tem ja kdaj učili, ampak ne vem, kako je do tega prišlo, nekako smo to zgodbo vsi zanemarili. Vmes so sicer še ljubezenske zgodbe, ženske imajo veliko vlogo. Ženske ste običajno tako malo spletkarile ali pa pomagale pri spletkah tudi v tej zgodbi. Zdaj pa na kakšen način jo prinašate ljudem, ki prihajajo v Rače? Torej, zgodbo smo si zbrali oziroma je del enega večjega projekta, mednarodnega, ki ga sofinancira tudi Evropska unija z nazivom Sagittarius. In skozi ta projekt smo tudi v Sloveniji kot e-zavod, kot projektni partner morali poiskati 10 zanimivih destinacij ali znamenitosti in ena od teh je tudi grad Rače. In ker mi že dolgo let zelo dobro sodelujemo tudi z občino Rače, so nas oni povezali z gospo Polono in ona nam je v bistvu povedala to zanimivo zgodbo o zaroti, ki da, bom rekla, eno vsebino in eno veliko dodano vrednost tej samemu gradu Rače kot destinaciji in smo se v bistvu vsi skupaj odločili, da bomo to zgodbo o zaroti predstavili tudi skozi ta projekt. In imeli smo to srečo, da se je teh iz 8 držav, teh 8 projektnih partnerjev, oziroma skupaj nas je bilo potem v skupini 25 približno, v novembru lanskega leta smo imeli sestanek na Ptuju in smo za njih priredili to igro o zaroti, kjer smo jim v kombinaciji z klasičnim vodenjem, ki ga je izvedla gospa Polona, plus z pametnimi kodami, torej za to interakcijo, kjer smo jih v bistvu vodili skozi to zgodbo in skozi lokacije na gradu in njihova naloga je bila v bistvu iskati to zarotniško pismo, ki so ga v bistvu tudi ti trije gospodi, torej grof Ivan Erazem Tatenbach,
Peter Zrinski in Franjo Frankopan, oziroma Krsto Franjo Frankopan, podpisali. Tako, gre za interaktivni dogodek vsega skupaj. Tole so te kode, ki jih dejansko s pomočjo mobilnih telefonov ali pa tablic lahko tudi preberemo in na ta način tudi zvemo celotno zgodbo. Zarota v Račah, Ivan Erazem Tatenbach je bil eden tisti, ki je bil zelo vpleten. Prej sem že dejal, da sama interaktivna celotna zgodba preko tehle pametnih QR kod lahko spremljate. Vmes pa Tilen srečajo tudi tebe, namreč ključen del, ki je usoden za Tatenbacha, zaigrata s tvojim prijateljem. Ja. Predstavljam grofa Tatenbacha in predstavljam prizor, ki z mojim prijateljem ga zaigrama. Pridema pijana in smo vesela. In potem svojemu prijatelju poveš, da v bistvu s ostalimi grofi načrtujete zaroto proti cesarju. Ja. Ta pa potem izkoristi tvoje zaupanje. Ja. Pa je zanimivo sodelovati pri takšnem projektu? Ja, sem zelo vesel ter ponosen na to. Ja. Pa je bil Tatenbach zanimiva oseba tudi zate, glede na to, da si mlajši, je zanimiv? Ja. Ste bili revolucionarni na vaših koncih, lahko rečemo včasih. Tako kot tudi danes. Kot rečeno, kako dolgo bo sam projekt trajal? Ima omejen rok trajanja ali želite, da bi bil čim dlje trajajoč? Nikakor nima omejenega roka trajanja. To želimo in upamo, da bo dejansko neke vrste naša lokalna turistična destinacija z Ivanom Erazemom Tatenbachom dobila eno blagovno znamko, da tako rečem. Mi bi namreč radi vse, kar imamo pri nas za ponuditi, torej seveda v zelo dobrem sodelovanju z našo občino, z županom in tako naprej, skozi to blagovno znamko ponudili celotno destinacijo. Torej zelo smo zanimivi, to je že potrdile, so veliko učiteljic s svojimi učenci za nižjo stopnjo, predvsem za šolske izlete. Imamo vse značilnosti panonskega sveta in predalpskega sveta in torej ta naša zgodba prvega slovenskega zgodovinskega romana z takšno predstavitvijo, ki je zanimiva tako za otroke, ker dejansko aktivno sodelujejo, kot za starejše, je pa potem torej prvi slovenski zgodovinski roman Ivan Erazem Tatenbach. Seveda smo vsi zelo ponosni na to zgodbo, tudi Tilen je to omenil. Že zelo veliko mi namreč pomeni to izobraževalni moment, da že otroci, osnovna šola Rače zelo rada zmeraj pristopi na pomoč, sodeluje, kudi naši. Pa je možno tudi dodajati, ali je to zaključena stvar? Ne. Torej, kulturni turizem, jaz imam podjetje Kulturist in dejansko kulturni turizem pomeni, da se zadeve nadgrajujejo. Vsi programi, ki jih pripravljamo, imajo neko dodano vrednost, torej zmeraj kaj novega dodamo. Najlepša hvala, uspešno. Vsekakor se bomo še kaj videli tudi na vaših koncih, da še mi pridemo k vam v goste in preverimo, kaj pravi zgodovina o Račah.